konferenci Ministrstva za pravosodje, na kateri bomo predstavili novosti na področju informatizacije sodnih postopkov, ki bistveno vplivajo na učinkovitost delovanja sodišča. Poleg ministra za pravosodje Aleša Zalarja pozdravljam tudi na novinarski konferenci Sonjo Rems-Majerle, vodjo službe e-pravosodje, Dušana Kričeja, vodjo službe za informatiko, Igorja Beleta, vodja sektora za izvrševanje kazenskih sankcij, zraven ministra, in gospod Saro Regancin, vodjo službe za pripravo zakonodaje na koncu. Prosim ministra, da predstavi omenjene projekte in pravosodja. Izvolite. Hvala lepa, še enkrat lep pozdrav. Glede na to, da govorimo o tehnološki posodobitvi na področju poslovanja sodišč, se nam je zdelo primerno, da to predstavitev pospremimo tudi s PowerPoint prezentacijo. Računamo, da bi lahko ta predstavitev na ta način tudi hitreje tekla. Znano je, kaj je cilj te tehnološke modernizacije, poenostaviti te postopke, pospešiti te postopke, poceniti te postopke. Znano je tudi, da ta projekt ne more teči samo na ministrstvu, ampak da gre za povezan projekt, v katerem sodelujejo pravosodno ministrstvo, vrhovno sodišče in kompleten sodni sistem. Seveda potrebujemo določene pravne podlage za to, da sodišča lahko poslujejo na ta način, in tule vidite tiste pravne podlage, ki so že uveljavljene in ki omogočajo poslovanje sodišč na ta način. Pretežno torej gre za civilno pravno področje in z vsakim novim zakonom z tega področja poskušamo širiti poslovanje sodišč v elektronski obliki. Ne samo znotraj sodišča, ampak tudi poslovanje sodišč s strankami, z odvetniki in z drugimi udeleženci teh postopkov. Zato je bilo potrebno seveda potem izdati tudi določen podzakonski akt, ki je tudi že uveljavljen, to je ta pravilnik o elektronskem poslovanju, ki seveda določa nekatere tehnične in druge pogoje za to, da lahko ti postopki potekajo na ta način. Celoten projekt informatizacije pravosodja v pretežni meri izhaja iz nacionalnega projekta e-pravosodje. Čeprav se v enem manjšem delu ta projekt izvaja tudi izven tega okvira. Zakaj to poudarjam? Zato, ker na ta način črpamo sredstva iz evropskih skladov in znanje delež teh sredstev, 85% se torej črpa iz evropskega sklada, razlika pa iz naših sredstev, torej domačega proračuna. Tu je kratka predstavitev teh ključnih področij e-pravosodja in zdaj prehajamo počasi na bistvo. Neke vrste semafor je tule pred vami. Kje smo ta trenutek s posameznimi projekti in kam želimo? Kot vidite, nosilec teh 15 projektov je Ministrstvo za pravosodje. In kar nekaj projektov je že zaključenih, nekaj pa je tik pred zaključkom. In ti, ki so označeni z svetlejšo rumeno barvo in ki so označeni v izvajanju, ti so v bistvu tik pred zaključkom. Zlasti se nam zdi pomemben recimo projekt videokonferenčnega sistema, o katerem bom nekaj več govoril v nadaljevanju. Sicer pa je kot iztočnica za to predstavitev danes za nas pomembno predvsem to, da je vzpostavljen sistem informacijske podpore centralni kazenski evidenci. In ta projekt je, kot vidite, zaključen. Na koncu tega semaforja je nekaj projektov, ki jih načrtujemo, vendar še niso v začetni fazi izvedbe. Dejstvo pa je, da projekt e-pravosodje časovno predvideva izvajanje vse do leta 2015. Mislimo, da dinamika, s katero napredujemo, je precej dobra in podobno dinamiko lahko vidimo tudi pri projektih naprej. To je 14 projektov z tega istega področja, kjer pa je nosilec vrhovno sodišče. Seveda pa sodelujemo pri teh projektih. In tu imate seznam vseh tistih, ki so zaključeni in tistih, ki so v teku, ter tistih, ki se načrtujejo. S tem želimo predstaviti, kako široko področje
ki je podvrženo tej modernizaciji, pravzaprav to je. Pa še ni to vse, kajti tu vidite še recimo projekte na Ustavnem sodišču, tudi Ustavno sodišče je vključeno v ta projekt e-pravosodje in tu sploh lahko z zadovoljstvom ugotovim, da sta ta dva projekta že zaključena. Iz tako imenovane pogače, iz razdelitve teh projektov, glede na njihove faze, se lepo vidi, kje smo. Ta trenutek v bistvu imamo v izvajanju 19% in še dodatnih 9% v fazi izvajanja javnega naročila, 31% je že zaključenih, samo še 19% je takih, kjer še nismo začeli, kot vidite. In zato menimo, da dobro napredujemo na tem področju. Tu je potem kratek prikaz spremljanja teh projektov na naših spletnih straneh. To je predvsem za vaše boljše informiranje za prihodnje, kadar boste želeli posamezen podatek, ga lahko dobite na naših spletnih straneh. Zdaj pa nekaj poudarkov. Mi smo že pred časom opozorili na pomen zvočnega snemanja glavnih obravnav. Zakaj danes to ponovno izpostavljamo? Zato, ker ugotavljamo, da se izrazito povečuje iz meseca v mesec obseg uporabe naprav za zvočno snemanje glavnih obravnav na sodiščih. Glede na december 2010 se je v februarju obseg te porabe povečal za 10%, v marcu že za 33%. In to nas samo utrjuje v prepričanju, da smo šli po pravi poti, da v tej prvi fazi, v enem letu izvajanja, predvsem spodbudimo vsa sodišča k čim širši uporabi tega sistema za snemanje narokov, kajti že letos v zadnji tretjini leta načrtujemo drugo fazo tega projekta, to pa je, da se ne bodo več izdelovali prepisi zvočnih zapisov. To danes precej obremenjuje sodišča v fazi po zaključku obravnave, torej v fazi, ko morajo na sodišču s pomočjo sodne administracije izdelati prepis vsega tistega, kar je bilo zvočno posneto, in mi načrtujemo, da torej opustimo te prepise še letos. S tem pa seveda močno privarčujemo tako na razpoložljivem administrativnem kadru na sodiščih, kot tudi na stroških. Drugo, kar bi rad izpostavil, je novost. Novost, ki se bo začela izvajati približno čez mesec dni in je tesno povezana z obravnavo otrok v sodnih postopkih, pri čemer to velja za obravnavo otrok v civilnih in v kazenskih postopkih. Predvsem tam, kjer otroci lahko povedo sodišču kaj relevantnega v zvezi s tem sodnim postopkom, glede na stopnjo njihove odraslosti in razumevanja dogodkov. Splošno priznano dejstvo je, da je za otroka vsak kontakt s sodiščem lahko zelo, ne samo nadležno, ampak stresen dogodek. Zato si vse države prizadevajo za čim bolj prijazno obravnavo otrok in eden od najbolj atraktivnih načinov, kako otroku omogočimo, da ne doživi nobenega čustvenega drugačnega pretresa v zvezi s tem, je, da ga sploh nimamo v sodni dvorani. To pa se seveda doseže z uporabo videokonferenčnih sistemov. To izrecno priporoča tudi Evropska unija. To politiko videokonferenčnega sistema izrazito podpira Evropska komisija in tudi svet ministrov. No, Slovenija je tu šla korak naprej in v okviru tega projekta e-pravosodje zaključuje namestitev tega videokonferenčnega sistema na vsa okrožna sodišča, ki, kot veste, rešujejo pravne zadeve v družinskih sporih, ponekod tudi na specializiranih družinskih oddelkih teh sodišč in pripadajočih 11 centrih za socialno delo, ki imajo vzpostavljene tako imenovane otrokom prijazne sobe, v katerih se torej ti videokonferenčni sistemi nameščajo. In s tem seveda, s temi povezavami s sodišči, torej omogočimo izpeljavo otroku prijaznega
postopka. In veliko si obetamo od vzpostavitve tega sistema, ki, kot rečeno, bo stopil v uporabo prihodnji mesec. Ta videokonferenčni sistem pa podpira še vrsto drugih stvari, tako obravnavo in zasliševanje obsojencev, zato je en od teh sistemov predviden tudi v našem največjem zavodu za prestajanje kazni na Dobu. Potem pa je še poseben sistem predviden tudi na tako imenovani skriti lokaciji, predvsem takrat, kadar je potrebno zaščititi tajne policijske sodelavce, skesance, skratka tiste osebe, katerih identiteto ni nujno ali pa sploh ni mogoče razkriti tekom sodnega postopka. Če pogledamo naprej, prejšnji teden je Državni zbor sprejel novelo insolvenčnega zakona. V zvezi s tem želimo izpostaviti to, da na tem področju že poteka elektronsko poslovanje sodišč tudi s strankami, konkretneje z odvetniki, ki zastopajo stranke in stečajnimi upravitelji. Na ta način se dopolnjuje sistem, ki, kot veste, vsebuje tudi elektronsko evidenco samih upraviteljev. Pravzaprav računalniški sistem tudi postavlja te upravitelje glede na njihove obremenitve in tako naprej. E-zemljiška knjiga. Ravno tako pred kratkim sprejeta novela v Državnem zboru, zdaj omogoča s 1. majem elektronski dostop ne samo odvetnikom in notarjem, ampak vsakemu državljanu z digitalnim potrdilom, da bo lahko neposredno predlagal vpis svoje stvarne pravice na nepremičnini v zemljiški knjigi. Naprej, pripravljamo projekt e-notar, kjer bodo notarji, ki seveda potrebujejo dostop do različnih evidenc, imeli te evidence informatizirane in tudi dostope poenostavljene. S tem torej bistveno skrajšujemo čas, ki ga notar potrebuje za izpeljavo opravila za stranko. V nadaljevanju tu potem lahko vidite še vrsto drugih podprojektov, ki se nanašajo bodisi na spremljanje statističnih podatkov, spremljanje in izvajanje podpore procesom izobraževanja, tako imenovanih skladišč podatkov, sistemov za poslovno obveščanje, vpisnikov na tožilstvu in na pravobranilstvu, prenova vpisnikov za izvršbo, potem tako imenovane e-obveznosti, torej gre za tisti del, ki se nanaša na poslovanje sodišč. Ministrstvo ima že vzpostavljen sistem za digitalizacijo mednarodnih pogodb, prenova in izgradnja informacijskega dokumentarnega sistema, potem dokumenti iz pristojnosti Ustavnega sodišča. In če se zdaj ustavim na centralni kazenski evidenci, tu gre za pomembno novost. Mi smo zdaj vzpostavili to centralno kazensko evidenco v informatizirani obliki. Ta torej omogoča na eni strani lažji dostop državnih organov do teh podatkov, na drugi strani pa tudi državljanom. Državljani se namreč zelo pogosto srečujejo s potrebo po pridobivanju podatkov iz centralne kazenske evidence, ko se prijavijo na novo delovno mesto, ko spreminjajo podatek o stalnem bivališču, ko pridobivajo različna dovoljenja, vključno z orožnim listom, pridobitev tujega državljanstva, posvojitev otroka in tako naprej. Skratka, v vseh teh postopkih državljan mora predložiti ustrezno potrdilo in zdaj seveda je ta postopek poenostavljen. Med drugim ga lahko pridobi tudi z uporabo tega elektronskega digitalnega potrdila. Dodana vrednost te centralne kazenske evidence pa med drugim je, da se s tem projektom povezujejo države članice Evropske unije. Slovenija je bila ena od 4 držav, ki so začele s tem projektom, zdaj se je to že razširilo na 16 držav. V prihodnem letu bodo vse članice Evropske unije vključene v to, kar v bistvu pomeni, da se bo vsak vnos nekega podatka o kaznovanosti neke osebe v katerikoli državi članice Evropske unije avtomatično prenesel tudi v vse druge sisteme drugih držav članic, če bo šlo seveda za državljana iz ene od takih držav. In s tem torej dobimo ažurn pregled nad realnim stanjem na tem področju, kar je seveda pomembno tudi za izvajanje sodnih postopkov
v vsaki državi. Kot vidite, je pravzaprav modernizacija pravosodja nikoli dokončan proces. Ministrstvo za pravosodje temu področju namenja veliko pozornost, tudi zelo velika finančna sredstva in štejemo, da so to pomembni koraki k seveda pospešitvi, pocenitvi vseh postopkov, ki jih vodijo pravosodni organi. Mi si seveda v nadaljevanju obetamo še nekatere novosti, o katerih bomo seveda govorili takrat, ko bojo dovolj dobro pripravljene za širšo javno predstavitev. Za danes pa naj bo ta osnovna informacija dovolj. Zdaj smo pa seveda na voljo za vaše vprašanja in bom prosil moje sodelavke in sodelavce, da mi tu pomagajo, ker so pač eksperti na področjih, ki jih pokrivajo. Hvala. Izvolite. Hvala, da nam še kiberdnevnik. Meni pa zanima, koliko ta celoten projekt stane, koliko je bilo do zdaj že vloženega, koliko še bo in kakšne prihranke si morebiti obetate od tega, mogoče bomo kakšni merljivi obliki. Glede celotnega finančnega okvira bi prosil kolegico Sonjo Rems-Majerle, ki pokriva ta, bom rekel, finančni aspekt projekta e-pravosodje, da vam predstavi te podatke. Morda vam pa lahko predstavi tudi načrtovane prihranke, ki so bili ocenjeni na primer nazadnje prav pri projektu zvočnega snemanja glavnih obravnav. Izvolite, Sonja. Hvala. Ali lahko samo umetno tudi mikrofone naštimamo? Ja. Zdaj, celoten projekt e-pravosodje iz naslova kohezijske politike je vreden 22 milijonov 829 tisoč 242 evrov. Ministrstvo za pravosodje je za projekt e-pravosodja do 31.3.2011 imelo izplačil iz naslova kohezijske iz evropskih sredstev v višini 5 milijonov 370 tisoč 426 evrov, od tega iz naslova kohezijske politike iz Evropskega socialnega sklada v vrednosti 4 milijone 598 tisoč in iz naslova Criminal Justice 772 tisoč evrov. Večina projektov je večletnih, tako da se dinamika izplačil že za pričete projekte zavleče v nadaljna leta in tako imamo že rezerviranih sredstev v višini 8,9 milijonov evrov. V letu 2011 pa predvidevamo pospešeno črpanje sredstev in sicer v višini 6,3 milijona evrov. Zdaj sami prihranki v prvi fazi težko merimo v finančnih vidikih. Večina prihrankov je posrednih in sicer na nivoju racionalizacije poslovanja sodišč, posledično to pomeni tudi racionalizacija zaposlenih, potem, ker je elektronsko poslovanje, je tlele tudi zmanjšanje materialnih stroškov in vse, kar paše zraven. Vem, da smo govorili o skrajšanju časa glavne obravnave zaradi zvočnega snemanja, ki ste ga izmerili. Tako, v pilotnem projektu je bilo zmerjeno skrajšanje časa in to je 40% se skrajša sama obravnava. Hvala. Še vprašanje? Mogoče bi sem še vprašal glede tega, če se predvideva tudi racionalizacija pri številu zaposlenih, koliko pa teh zaposlenih bi bilo potem lahko manj? Nekaj spet nazaj. Absolutno se predvideva racionalizacija, vendar v tej fazi, govorim zdaj o racionalizaciji na sodiščih, na primer, vendar v tej fazi na način, da se tisti zaposleni, ki so doslej opravljali posamezna opravila na klasičen, na ročni način, na primer strojepiske na sodiščih, se prekvalificirajo
in upravljajo druga opravila. Tipičen primer je recimo zdaj ta velika, bom rekel, sprememba, ki jo prinaša zadnja novela zakona o zemljiški knjigi, ki bo povzročila precejšno racionalizacijo. In seveda zdaj je stvar sodišč, da preusmerijo proste vire, kadrovske vire na tista področja, ki so bolj obremenjena. In to seveda je zdaj predvsem naloga predsednikov sodišč. Da bi pa lahko rekli, da se bo iz tega naslova neposredno zmanjšalo število zaposlenih, o tem bi se tudi dalo razpravljati, čeprav je potrebno to vedno gledati v luči siceršnjih trendov. Če se recimo zmanjšuje število novih zadev, ki jih prejemajo sodišča, če se povečuje storilnost sodišč, potem seveda sočasno s takim ukrepom je logično, da se vsaj ne zaposluje ponovno na tistih delovnih mestih, ki so se izpraznila zaradi upokojitev, zaradi odhodov v druge zaposlitve. Če pa je trend obraten, če pa je pripad novih zadev večji, če narašča, potem pa seveda te proste vire potrebno uporabiti predvsem zato, da lahko obvladuješ te trende. In ta trenutek je nažalost pripad novih zadev na sodiščih še vedno izrazito visok in je po lanskoletnih podatkih še vedno precej narašča. Zlasti recimo na izpostavljenih področjih, kot so izvršba, kot so gospodarski spori. In zato je seveda treba zdaj tu proste kapacitete usmeriti tja. Sicer nastanejo znotraj sistema potem prevelike razlike in na nek način na nekaterih področjih tudi zaostanki. Tega interesa pa seveda nimamo, da se to zgodi. Hvala. Še pomembno vprašanje. Omenjali ste, da se za 40% skrajša ta čas za glavno obravnave, ali lahko pričakujemo zaradi tega tudi skrajšanje procesa celega obravnav in če imate kakšno projekcijo za koliko. Se pravi, se bo zmanjšal ta količina zaostankov in čas za obravnavo celotne zadeve? Glejte, zelo enostavno. Če sodnik na delovni dan porabi 40% manj časa za izpeljavo ene glavne obravnave, potem to avtomatično pomeni, da lahko ta isti dan razpiše več obravnav, kot jih je doslej. To pa seveda pomeni, da nasplošno rešuje zadeve hitreje. In štejemo, da bo dodaten pospešek temu reševanju zadev dala prav ta druga faza reforme, jesenska faza, ko tudi sodna administracija ne bo imela več omembe vrednih nalog v zvezi z izdelavo prepisov, ker ti prepisi so danes zelo obsežni, zlasti pri tistih obravnavah, ki dolgo časa trajajo. In to seveda potem lahko povzroča recimo zastoje v strojepisnicah, čeprav pa hkrati povzročiš racionalizacijo pri sodnikovem delu. In treba je gledati celoto in v tej smeri tudi delujemo. Hvala, še kakšno vprašanje? Izvoliš, Nina? Ja, Nina Mrzika, TV Slovenija je eno vprašanje, ki ni povezano s tiskovno, če lahko. Zdite v povezavi. Na aktualno. Aha, ja. V povezavi z včerajšnjim pristilnim sodbo gospoda Rjavca in Gutmanu, vem, da pač sodbe ne morete komentirati, ker še ni pravnomočno, ampak vseeno, kako ocenjujete obtožni predlog tožilstva, ki je bil skoraj v celoti zavrnen, češ da pač škoda, na katero se sklicuje tožilka, sploh ni bila ugotovljena? Jaz sem že včeraj rekel, da konkretnega postopka ne morem komentirati. Imam tudi premalo informacij, pa tudi ne bi bilo primerno, glede na to, da sem minister za pravosodje in da je pač potrebno prepustiti pravosodju, da do konca opravi svojo nalogo. Dobro pa je to, da je bila dinamika tega postopka primerna, tako jo je očitno sprejela tudi širša javnost, ne samo politična. In kot minister lahko samo rečem, da si želim, da bi vsak povprečen kazenski postopek lahko bil zaključen v tem relativno kratkem času. Lahko to kakorkoli vpliva na tožbo vlade? Nikakor ne, glede na utemeljitev, ki jo je pripravilo Državno pravobranilstvo. Ta utemeljitev je uprta na zatrjevanje obstoja korupcije, torej na kršitev zakona, prisilnih pravil in tudi moralnih načel. Zato je po našem obligacijskem zakonu predvidena
najstrožja kazen, najstrožja sankcija za tak posel, tako imenovana ničnost. Na ničnost mora sodišče paziti po uradni dolžnosti. Sodišče se je o verjetnosti obstoja take ničnosti že izreklo in to pravnomočno, ko je odločalo o predlogu za izdajo začasne odredbe in gre torej za dve popolnoma različni stvari in jih nikakor ne kaže povezovati. Hvala. Mi smo pripravili tudi te materijale, predvidevam, da ste jih že dobili, če si kdo še ni vzel, naj si vzame. Malo podrobnejše informacije pa so tudi pripravljene na temo centralne kazenske evidence in audio snemanja. Vse bo pa dostopno tudi na naši spletni strani. Hvala lepa.